Nekdo kleči sam sredi starodavnih oljk, ves trepeta na čelu kri, v srcu sabo se bori. Getsemani, Getsemani, v tebi naš Gospod trpi. Getsemani, Getsemani, ti priča odrešenja si. Nekdo kleči sam, a malo stran prijatelji. Zaspali so, utrujeni, ničim ni mar, kaj se godi. Getsemani, Getsemani, v tebi naš Gospod trpi. Getsemani, Getsemani, ti priča odrešenja si. Nekdo kleči sam, le angel Božji ga krepča. Vse je sprejel, trpljenje, smrt, ta strašni kilih čaka ga. Getsemani, Getsemani, v tebi naš Gospod trpi. Getsemani, Getsemani, ti priča odrešenja si. Nekdo kleči sam, a že sovražniki gredo. Poljub grenak zapeče ga, prijatelji se razbeži. Getsemani, Getsemani, v tebi naš Gospod trpi. Getsemani, Getsemani, ti priča odrešenja si. Nekdo kleči in tiho prosi temno noč, da to sem jaz, pred tabo Bog, naj tvoja volja se zgodi. Getsemani, Getsemani, bojila te je svita kri. Getsemani, Getsemani,
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni na prvo postno nedeljo pri sveti maši, da pred Boga položimo naše molitve, tako kot smo slišali v pesmi, klečimo pred Gospodom, da mu izročimo naše prošnje, naj se zgodi njegova volja. Postni čas je priložnost, da se pripravimo na veliko noč, da se pripravimo na praznik našega odrešenja in k temu nas vabi ves ta čas. Med to sveto mašo imate tudi priložnost za svetospoved, je pater Primož v spovednici tamle ob zakristiji. Sveto mašo danes darujem za pokojnega Bojana Črnivec ob obletnici, za pokojnega Pavla in brate Demšar ter za pokojnega Franca Škripec ob obletnici. Položimo pa na oltar tudi druge naše molitve, prošnje, zahvale. Predvsem prosimo, da se res zgodi Božja volja. In prosimo najprej za to, da nas Gospod očisti, da očisti naša srca, da bomo vredno pri tej sveti daritvi. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog sklene z Noetom zavezo po potopu. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Bog je rekel Noetu in njegovim sinovom: Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami, pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas, s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle z ladje. Tako sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil vsega živega z vodami potopa. Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo. Bog je rekel: To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami in med vsemi živimi bitji, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. Svojo mavrico postavim v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo. In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala mavrica,
Tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in vsemi živimi bitji in vsem živim. Vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse živo. To je Božja beseda. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov. Gospodove steze. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Kristus je trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za pravične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po telesu umorjen, a je bil po duhu oživljen. V tem duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili uječi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno 8 duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne odstranjuje madežev z telesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za čisto vest. Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Poslušali smo Božjo besedo. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo, oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Kristusov evangelij. Pred nekaj dnevi smo že začeli postni čas, danes nam evangelij v zelo kratki obliki predstavi namen postnega časa. Jezus z enim stavkom izreče tisto, kar lahko rečemo, da je namen tega časa pred veliko nočjo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je ta čas za to, da se poboljšamo ali da uredimo svoje življenje, da postanemo bolj podobni Jezusu Kristusu,
da postajamo to, kar v resnici smo. Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato je postni čas, ko naj bi to Božjo podobo v sebi odkrivali in jo očiščevali vsega tistega, kar jo zakriva. Ali če z drugimi besedami povzamemo, lahko rečemo tudi, da je postni čas, ko naj bi se človek zbližal z Bogom, ko se približamo Bogu. Torej, post je priložnost, je čas, ki nam je dan v dar, je čas ponujenih priložnosti. Cerkev že vso svojo zgodovino živi iz izkušnje, da si lahko z nekaterimi pripomočki pomagamo pri iskanju izpolnitve namena postnega časa. Molitev, odpoved in dela usmiljenja so trije sestavni deli postnega časa ali človekovega prizadevanja za svetost. Ko začenjamo postni čas, običajno naredimo kakšen sklep zanj in prav je tako. Dobro pa je, da smo pozorni tudi na kakšno nevarnost, lahko bi rekli na skušnjave, ki nas pri tem ovirajo, se pravi za vse tisto, kar nam postavlja ovire pri našem približevanju Bogu, na moji poti k Bogu. Če si naložim preveč, je velika verjetnost, da ne bom zmogel, da bom kmalu obupal. Če sem len in si naložim premalo, se lahko odrečem priložnostim, ki so mi dane. Velika ovira pa je tudi, da je lahko moj namen posta napačen. Ni namen posta izboljšanje našega zunanjega videza. Ni namen posta, da sebi in ali drugim dokazujem, pokažem svoje sposobnosti, svojo trdno voljo. Namen posta je v osvobajanju od vsega, kar me ovira na poti k Bogu. Osvobajanje tistega, kar v mojem življenju ni sveto, zato da postajam bolj svet, da postajam bolj Božja podoba. Post naj me približa Bogu, ne pa napihuje mojo ošabnost. Post naj me dela bolj svetega. Namen posta je torej tisti temelj, tisto izhodišče, ki naj mi pomaga tudi pri izbiranju mojih prizadevanj. Lahko si za vsako od 3 sestavnih delov posta izberem eno, lahko temu rečemo vajo, ali eno priložnost. Molitev. Izhajam lahko iz tega, ker sem sedaj v molitvenem življenju in dodam toliko, da mi bo v izziv, da pa bo še vedno realno, da bo še vedno izvedljivo. Če sem doslej molil samo jutranjo in večerno molitev, morda še kdaj ob jedi, je postni čas gotovo priložnost, da dodam vsaj še nekaj minut osebne molitve na dan, da dodam nekaj časa namenjenega molitvi. Ta je lahko preprosta, prosilna, zahvalna, lahko je tudi molitev ob Svetem pismu. Če sem doslej že posvetil veliko časa molitvi, pol ure, 1 uro, morda poleg rednega dnevnega obiska svete maše, je lahko post priložnost, da namesto časa dodam kakšno drugo kvaliteto, vsebino moji molitvi. Mi je za kakšno stvar težko moliti. Postni čas je priložnost, da poskusim tudi to. Si že dolgo želim kakšnega drugega načina molitve. Lahko izkoristim priložnost 40 dni, ki mi je dana za to, da rastem tudi v tem. Je moja molitev vedno samo individualna. Post je priložnost, da lahko nekoga od bližnjih povabim k skupni molitvi, skupnemu branju Božje besede. In z današnjo tehniko je lahko bližnji tudi tisti, ki je morda fizično oddaljen. Lahko z nekom molim tudi preko telefona, videokonference. Drugi temelj
postnega časa odpoved. To je tisti del, ki najbolj pride do izraza pri osvobajanju od ovir, ki nas na poti k Bogu ovirajo. Naše izbire na tem področju naj bi bile takšne, da bi nas vodile k globljemu odnosu k Bogu, z Bogom, k bolj intimnemu odnosu z Bogom. Cerkev nam sicer samo dvakrat na pepelnico in na Veliki petek predpisuje odpoved hrani, ko naj bi se samo enkrat v dnevu do sitega najedli, se vzdržali mesa. Zapoved, povabilo ali, če rečemo drugače, priložnost, da se bolj zavemo, da ne živimo samo od hrane, da nismo samo telesna bitja. Odpoved telesni hrani je priložnost, da iščemo duhovno hrano. Odpoved pa seveda ni vezana samo na hrano. Kaj je tisto, kar me v mojem vsakdanjem življenju dela manj svetega, me ovira na poti k Bogu? V našem današnjem svetu imamo veliko motivcev, ki nas odvračajo, ki odvračajo našo pozornost in nam obenem kradejo čas. Splet, telefon, aplikacije, televizija, ukvarjanje samim sabo. To je lahko tisto, kjer iščemo, čemu se lahko odpovem. 1 uro na dan ali kolikor pač izberem z izklopljenim mojim motivcem, je lahko velika priložnost postnega časa, priložnost, da gradim odnos ljubezni z Bogom v molitvi ali pa da gradim odnos ljubezni z mojimi bližnjimi. To je tudi tretji del posta, dela usmiljenja ali služenje drugim. Drugim lahko podarim nekaj materialnega, pa naj ne bo to iz mojega preobilja ali tisto, kar bi sicer zavrgel. Ali pa dam drugim nekaj svojega časa, nekaj svoje pozornosti, nekaj svojega spomina. Če vsak dan posta eni drugi osebi namenim misel, besedo, sporočilom vzpodbude, zahvale ali upanja, bo veliko noč 40 ljudem prinesla več Božje luči. Postni čas je torej lahko za nas priložnost. Čas priložnosti, ne čas čemernosti ali godrnjanja nad zapovedmi. Torej čas priložnosti za našo iznajdljivost, za našo ustvarjalnost pri molitvi, pri odpovedih, pri delih usmiljenja. Jezus pravi, čas se je dopolnil, čas je, da nekaj storimo. Božje kraljestvo se je približalo. Vsak od nas ima zato priložnost, da to Božje kraljestvo sprejme, da v Božjem kraljestvu svoboden ali bolj svoboden zaživi in da to Božje kraljestvo tudi deli z drugimi. Naj bo zato postni čas res priložnost za nas, da bi v nas in okrog nas zaživelo več Božjega kraljestva. Amen. Pa vas povabim, da skupaj izpovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi
in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem ustajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, začeli smo sveti postni čas, ki nam ga Bog pošilja za naše spreobrnenje. Z vsem srcem ga prosimo za sveto cerkev, da bi vsem posredovala Jezusovo oznanilo o Božjem kraljestvu in jih vabila k spreobrnenju. Prosimo te, usliši nas. Za ljudstva sveta, da bi živela iz zaveze, ki si jo ti, živi in pravi Bog, sklenil s človeštvom. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki se pripravljajo na sveti krst, da bi po zakramentu prerojeni zaživeli novo življenje s Kristusom. Prosimo te. Za nas same, da bi v postnem času resno vzeli vabilo k spreobrnenju in poglobili svojo vero. Prosimo te, usliši nas. Za rajne, ki so bili očiščeni pri svetem krstu, da bi po Kristusovem ustajenju dosegli večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov ter njihovih svojcev. Prosimo te. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za državne voditelje in vse, ki skrbijo za našo varnost, da bodo v težkih časih modro in odgovorno služili svojemu ljudstvu. Prosimo te, usliši nas. S papežem Frančiškom molimo za ženske žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila, upoštevala in prisluhnila njihovemu trpljenju. Prosimo te, usliši nas. Dobrotljivi Bog, spomni se svojega usmiljenja in nas usliši, ko te ponižno prosimo po Jezusu Kristusu. On je zapustil nebesa, da med ljudi bi prišel. Videl je za smrt na Golgoti, vendar ljubil je vse ljudi. Zato, ker nas ljubi, prekrasna so morja in vse ptice žvrgolijo. Zvezdic polno je nebo. Zato, ker nas ljubi, dežuje, sneži, sonce daje
le potrpi še malo z menoj. Zato, ker nas ljubi, prekrasna so morja in se ptice žvrgolijo, zvezdic polno je nebo. Zato, ker nas ljubi, dežuje, sneži, sonce daje življenje. Zato, ker ljubi nas on, zato, ker nas ljubi. Prekrasna so morja in se ptice žvrgolijo, zvezdic polno je nebo. Zato, ker nas ljubi, dežuje, sneži, sonce daje življenje. Zato, ker ljubi nas Molimo, naj Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala na čast svojemu imenu, blago pridali se v svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, s tem svetim opravilom začenjamo obhajanje najsvetejše skrivnosti, naj nas tako preoblikuje, da ti bomo v tem svetem času vedno bolj všeč po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 40 dni se je za nas pustil v puščavi in tako posvetil tudi ta naš čas pokore. Zavrnil je vse skušnjave hudobnega duha in s tem tudi nas naučil premagovati hudobijo v samem začetku, da bi s čistimi srci obhajali velikonočno skrivnost in nekoč prešli v neminljivo velikonočno praznovanje. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, kruh razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih nove in večne zaveze v moji krvi, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, reši nas, odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se naših bratov Bojana, Pavla in bratov Franca, ki si jih z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, Gospod, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Molimo skupaj, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, ki si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Če ste z istega gospodinjstva, si lahko mir izrazite tudi s stiskom roke. Mir z vami.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, jagnje Božje. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Ko so Jezusa zgrabili, Peter je šel pred sodišče, da bi videl, kaj bo. A kmalu so ga spoznali, stopili so k njemu in trdili, tudi ti si bil z njim. Prestrašil se je Peter teh besed, pozabil je na vse obljube. Zatajil je Gospoda svojega, prisegel je, da ga sploh ne pozna. Jezusa so pripeljali, posmehovali so se mu, ga trepli pljuvali. Ko stopal je mimo Petra, obrnil se je in ga pogledal. Oh, kakšen pogled! Tedaj spoznal je, kaj je storil, in šel je ven in se razjokal. Solze kesanja so oprale greh, in Kristus mu je vse odpustil. Sem te zatajil, tudi jaz sem prelomil veliko obljub, a vendar še nikoli se nisem razjokal nad seboj, nad svojo grešnostjo. Storil boš sedaj z menoj, Gospod, saj ti odpuščaš le skesanjemu. Da spoznam, kako slaboten sem, če se zanašam le na sebe.
Molimo. Dobri Oče, okrepčal si nas z nebeškim kruhom, prosimo te, hrani z njim našo vero, oživljaj upanje in vnemaj ljubezen. Uči nas hrepeneti po njem, ki je živi in pravi kruh, in pomagaj nam živeti po vsaki besedi, ki prihaja iz tvojih ust, po Kristusu našem Gospodu. Imamo še nekaj oznanil. Prešli smo v oranžno fazo, vendar pa se s tem za našo župnijo v praksi zaenkrat nič ne spremeni. Glede maš ostajajo v veljavi enaka določila kot do sedaj, se pravi, da se je potrebno za obisk pri maši prijaviti in da lahko sprejmemo samo 20 enot naenkrat. Verouk ostaja nadaljavo, prav tako tudi vsa srečanja, kateheti, župnijski pastoralni svet in drugo. Nekaj zmede smo povzročili v zvezi z obveščanjem o pobožnosti križevega pota v letošnjem postnem času, zato naj še enkrat ponovimo. Križev pot bomo molili vsak postni petek zvečer. Potekal bo na 2 mestih in na 2 načina, bolj ali manj sočasno. Ena molitev križevega pota bo potekala v cerkvi, takoj po večerni maši v živo. Letos ga ne bodo vodile različne skupine, ampak jih bomo vodili karmašniki pri ambonu. Postaje bomo spremljali preko projekcije, tako da vsi udeleženci lahko ostanete na svojih mestih in tam odgovarjate. Tako kot sveto mašo predtem bomo tudi križev pot prenašali v živo preko YouTube kanala. Druga molitev se bo ob 19:30 začela na spletu preko Zooma in je namenjena vsem tistim, ki v petek zvečer ne boste mogli priti k sveti maši. Povezava je objavljena na župnijski spletni strani. V času do velike noči bomo patri na voljo za spoved vsako sredo zvečer v času svete maše in adoracije, se pravi od 19 do 20. Poleg tega bo spovedni dan v župniji v petek pred cvetno nedeljo 26. marca. Patri bomo takrat dežurali v spovednici ves dan od 7:30 do 20. Še vedno pa velja tudi, da se je za spoved mogoče dogovoriti tudi posebej izven omenjenih terminov. Pred okroglo kapelo pa ste morda že med vstopanjem v cerkev videli 2 košari z listki. V eni so imena letošnjih prvoobhajancev, v drugi pa imena letošnjih birmancev. Med postnim časom in potem še naprej, vse do prejema zakramentov, smo povabljeni, da molimo zanje, ki bodo letos sprejeli zakramente svete Evharistije, svete pokore in svete birme. Ker je letošnji čas zaradi virusa poseben, marsikatere običajne dejavnosti v pripravi na zakramente nismo mogli izvesti, pa tudi samo izvajanje verouka je bilo okrnjeno. Molimo zanje, da se srečajo z Gospodom v zakramentih in v svojih življenjih in da se jih on dotakne z ljubeznijo. Torej lahko vzamete iz košare en listek ali 2 in za osebo, katero ime je na listku, molite do samega prejema zakramenta, ki bo v mesecu maju, če bo to mogoče. Lahko pa vsak teden vzamete nov listek z imenom. Pomembno je, da molimo. Godovi in prazniki v tednu pred nami. Jutri praznujemo praznik sedež apostola Petra, v sredo goduje Matija apostol, preostali dnevi v tednu so delavniki prvega postnega tedna, nedelja pa je druga postna. Zmolimo skupaj še molitev za zdravje. Usmiljeni Oče, Tvoj sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo Te, vsem, ki trpijo zaradi epidemije, podeli zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko
in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo Tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo Te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo, rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vire in pogum. Prosimo Te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi božji svetniki in svetnice. Vam vsem želim še lepo nedeljo, naj nas spremlja božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi, varuje in vodi naj nas vsemogočni, dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v Božjem miru. Now